V tokratni avtomobilnosti vam od blizu predstavimo novosti ženevskega avtosalona. Salon je bil kar bogat tudi v sporočilnem smislu. Zaznamoval ga je namreč izgon dizlov iz Nemčije. Močne novice prihajajo tudi iz Barcelone, veliko je tudi elektromobilnostnih novic, testirali pa smo francosko kombi Toyoto. Pozdravljeni v avtomobilnosti in lep pozdrav iz salona v Ženevi. Iz salona, ki ga, kljub temu, da je relativno majhen, postavljamo med 5 najbolj pomembnih na svetu. Tja sodi predvsem zato, ker ima zelo bogato zgodovino, ker ima zelo bogato zgodovino predstavitve zelo pomembnih avtomobilov in zato, ker na začetku leta predstavi novosti, ki bojo zaznamovale letošnje leto. In Ženeva že 88. odpira vrata tej svetovni avtomobilski smetani in spoznali bomo nekaj novosti seveda tudi v nadaljevanju oddaje. Najprej, oziroma naš prvi sprehod, pa začnemo s tistimi modeli, ki bodo, vsaj tako menimo mi, najbolj zanimivi, morda tudi za slovenske ceste. Sprehod pa začnimo pri 8. generaciji Audija A6, za katerega smo roko na srce pričakovali, da bo tretjestopenjsko samovozeč, kar pomeni, da bomo lahko vsaj na avtocesti spustili roke z volana. Ampak temu ni tako, saj so uradniki, vsaj kar se tiče zakonov, ta proces nekoliko upočasnili. Ima pa praktično vse, kar smo vam v prejšnji oddaji pokazali, ko smo v Južni Afriški republiki testirali Audija A7. Veliko zaslonov na dotiku notranjosti in predvsem zaslon na dotik takšen, ki ti da tudi občutek, kdaj ste nam pritisnili in kdaj ne. V primerjavi z Audijem A7 nima štirikolesnega krmiljenja, gre pa v tisti smeri, kamor gredo vsi avtomobilski proizvajalci, in sicer k počasnemu prilagajanju klasičnih bencinskih in dizelskih motorjev. Se pravi, Audi A6 je blagi hibrid, se pravi, vedno pride v kombinaciji z elektrificiranim benzinskim ali dizelskim motorjem. In ko smo ravno pri hibridih, tole je novi Toyotin Auris. Toyota je tista, ki je hibride kot prva uvedla, kar se tiče serijske proizvodnje, in Auris prinaša v tej znamki novo ero. Je veliko bolj športen, kot lahko vidite, še vedno bo na voljo tudi Priusov pogonski sklop za tiste ekofile, ampak za malo bolj športne navdušence pa dvolitrski hibridni motor, ki bo ponujal 132 kW, kar v starih variantah pomeni 180 konjskih moči in mu bo dal poleg te športne oblike tudi malo več športnosti, kar se tiče srca. Podobno razmišljajo tudi pri Kii. Tudi sami ugotavljajo, da se najbolje prodajajo športno oblikovani avti in zato je vsit vsaj malo podoben Stingerju. Pozor, v imenu nima več apostrofa, 3-vratne verzije, ki je redko kdo znal prav zapisati, pa ne bo več. Ostajamo pa v istem velikostnem razredu, a se selimo v premijski segment. Mercedesov A pa je najbolj zanimivo opremljen predvsem s temle res naprednim infotainmentom, za katerem stoji Nvidia, ki jo morda poznate tisti, ki ste bolj računalniški navdušenci in ki se bo učila od vas. Se pravi, bolj ko boste uporabljali ta infotainment, bolj bo lahko zahteven oziroma več se bo lahko vaših informacij tudi naučil in jih nato prenesel v sam sistem. A na tem razstavnem prostoru je še nekaj zanimivega. AMG GT je zdaj 4-vratni kupé. Rohneči divjak za premožne stranke, ki pa imajo okus. Da sta okus in stil zelo pomembna, pa kaže tudi novi Peugeot 508, ki je, za razliko od tega, kar bi si mislili, da bo, ni klasična limuzina, ampak je kupé. 5-vratni v tem primeru, čeprav 5. vrata oziroma prtljažnik zelo dobro skriva. In ta linija še bolj očitno dela razlike med vsemi tremi, lahko rečemo, brati in sestrami v znamki Citroën Peugeot z Oplom, ki je bil pridružen lansko leto, s tem, da je Peugeot postal nekoliko bolj športen, eleganten in mogoče celo cilja na luksuzne stranke, medtem ko Citroën ostaja dinamičen, športno igriv, morda celo bolj za mlade, Opel pa nekoliko bolj nemški. Prestižu je usmerjen tudi prenovljeni Volvo V60, ki je zdaj dobil podobne linije kot aktualni Švedi. No, največ pogledov na tistem štantu pa je potegnil Polestar, ki sicer je še pred kratkim bil pod Volvom, a je zdaj samostojna znamka in kupé res lepe oblike. No, samostojna znamka pa je postala tudi Cupra, ki smo jo še nekaj časa poznali kot Seatovo športno izvedenko. Zakaj? No, to izveste v prihodnji oddaji.
Na začetku oddaje smo rekli, da sodi ženevski avtomobilski salon med 5 najpomembnejših na svetu. In to je držalo do zdaj. V zadnjih 100 let avtomobilizma je bilo res tako. Karte na avtomobilskem trgu pa so se v zadnjem desetletju tako močno premešale, da je največji trg avtomobilov postal seveda kitajski. V lanskem letu so prodali več kot 25 milijonov avtomobilov in s tem seveda postali zanimivi tudi za salon avtomobilov. Pravzaprav ne za en, za kar 2. Ja, Kitajci so mimogrede proizvedli tudi oziroma proizvajajo največ modelov avtomobilov v primerjavi tudi z ostalim svetom, zato so tako močni igralci tudi recimo na tem ženevskem avtomobilskem salonu. Ampak če se vrnem na same salone, 5 največjih, poznamo seveda 3 evropske, ženevski, frankfurtski in pariški, slednje 2 se seveda izmenjujeta vsako leto, in pa Detroitski salon, kjer v Ameriki Detroit že slovi kot mesto, ki je glavno, vsaj kar se avtomobilske industrije tiče, no, vsaj v preteklosti je tako bilo, in pa Tokijski salon, ki je včasih veljal za tistega, ki je glavni v Aziji, pa mu zdaj zelo močno dihata za vrat tudi pekinški in šanghajski avtomobilski salon. No, ampak Ženeva pa še vedno, kljub temu, da so tu zbrani avtomobili iz celotnega sveta, na eno mesto prikliče, pa to bi bila morda celo rdeča nit, luksus in pa tisto, zaradi česar se res splača priti v to švicarsko mondeno mesto v jezeru. Nadaljevanje sprehoda po ženevskih novostih pa začnimo pri Škodi. Ta nam je predstavila prenovljeno Fabio, kjer je zanimivo to, da ne bo več v ponudbi dizelskih motorjev, pa tudi koncept, ki napoveduje češko verzijo španske sestrične Arone. V oči pa nam je padel tale zložljivi skiro, ki nam bo pomagal pri zadnji milji oziroma zadnjem kilometru in še nekaj do izbranega cilja v mestih. Tu je tudi Lexusov UX, ki je predstavnik malih mestnih terencev SUV-ov, kjer je roko na srce izgled in pa dinamičnost malo bolj povečanega pomena, kot pa recimo terenske zmogljivosti. Tudi višina ni ne vem kako visoka. Gre za direktnega tekmeca recimo Volvo XC40, se pravi aktualnemu evropskemu avtu leta. Torej gre za avto, za katerega celo sami prodajalci pravijo, da gre za izključno mestni avtomobil. No, tokratna ženevska predstava nam je prinesla tudi prenovljenega Hyundaia Santa Feja. Korejci zanj pravijo, da pri tej prenovi ne gre samo za to, da bi ga bolj moderno oblekli. No, nova Honda CR-V pa je s prenovo uvedla možnost 7 sedežev, sicer pa CR-V zgolj nadaljuje že znano zgodbo, presenetljivo celo z obliko. Za razliko od prenovljenega Fordovega Edgea, ki je postal s prenovo nekoliko bolj po evropskih okusih, vsaj kar se vozne dinamike tiče. K temu pripomore seveda tudi izbira motorjev, še posebej tisti dizelski z 2 turbinama. No, serije izvedbe ST, ki naj bi imela več kot 300 konj, pa zaenkrat v Evropi še ne bo. A poleg novih SUV-jev so tu v Ženevi tudi novi, ne novi mali kombiji, ampak kar novi mali enoprostorci. Kajti nova Berlingo in partner, ki je po novem Rifter, sta po novem bolj potniška, računata pa na to, da kljub temu, da je svet zajela euforija SUV-jev, si še vedno veliko kupcev želi avtomobilske praktičnosti, ne pa zgolj atraktivnega videza. Kar pa še ne pomeni, da ne moreta biti SUV-jevsko atraktivna. Ženevski salon pa je seveda še bolj znan po konceptih, unikatnih in nasploh tistih zelo dragih vozilih. Posvetili jim bomo skupaj vso prihodnjo oddajo. Govorili smo namreč s številnimi ustvarjalci teh eksotov. A nekaj teh avtov, ki zrejo v prihodnost, nekako moramo pokazati že v tej oddaji. Recimo Idea, eno zadnjih izpeljank bodočega Volkswagenovega električnega avtomobila. Ja, videli smo ga že v večjih karoserijskih oblikah, od novega Golfa do hipijevskega napol kombija, no tale pa, potovalnik, ki ga vidite za mano, je elektrificirani Volkswagen, niti, kot boste dobro pogledali, nima volana, tako da nas bo vozil sam, s tem pa na nek način pri Volkswagenu s tem konceptom napovedujejo električne samovozeče avtomobile, ki naj bi prišli v serijsko proizvodnjo že verjeli ali ne leta 2020. Tule zadaj pa v vas strmi Jaguarjev E-Pace z i-jem v imenu. 480 km naj bi imel dosega ta električni avtomobil in je tudi zelo zmogljiv. Tesli se mora kar dobro zdeti, vsaj marketinško gledano, da so kot benchmark pri tem avtomobilu rekli, da pospešuje bolje kot Tesla Model X.
Preden nadaljujemo z našim sprehodom po Ženevi in spoznavanjem novosti, ki jih leta prinaša, pa k ključnemu vprašanju. Do zdaj še nismo govorili o tem, kakšni motorji bojo pravzaprav poganjali te nove avtomobile. To je vprašanje, ki je, ne bomo rekli, zasenčilo ženevski avtomobilski salon, je pa zagotovo prisotno na vsakem koraku. Kaj se bo zgodilo z dizelskimi motorji v prihodnosti in kaj bomo mi oziroma vi kot uporabniki od vseh pogonskih sklopov izbrali glede na to, recimo, koliko kilometrov delate, kako velika je vaša družina in kako velik avto vozite. V nadaljevanju oddaje se posvetimo sporočilom tokratne ženevske predstave. Seveda so vsa povezana s posledicami izganjanja dizlov ter meritvami, da se je količina CO2 lansko leto prvič v 10 letih povečala. Povabimo vas k praktičnemu preizkusu, mimogrede se ustavimo še v Barceloni, zapeljemo pa vas tudi s Toyoto ProAce Verso. Nadaljujemo pa z eno najbolj odmevnih tem ne samo ženevskega avtomobilskega salona, ampak nasplošno dogajanja v Evropi. Naj bo poudarek v Evropi zaradi tega, ker Evropejci smo, Andrej, tisti, ki smo za razliko od ostalih celin kar malo, po domače rečeno, mahnjeni na dizel. Ne po naključju. Evropa si je dizel izbrala za energent, ki bo poganjal množice in naredil mobilnost v Evropi v 90 letih prejšnjega stoletja bistveno bolj ekonomsko upravičen. Velja, da je takrat ob lansiranju dizelskih modelov v avtomobilski razred si dizelski trg odrezal približno dobrih 14% trga v 90 letih prejšnjega stoletja. Na to se je zgodilo to, kar se pravzaprav danes dogaja pri, recimo, električnih avtomobilih. Različne vlade in Evropska unija je zelo stimulirala pogonsko gorivo dizel, tudi dajala različne subvencije proizvajalcem, evropskim proizvajalcem avtomobilov, da so se lotili proizvodnje dizelskih avtomobilov. Njihova rast prodajna je v naslednjih desetletjih močno zrasla. In v Evropi, kot si rekel, samo v Evropi, glede na cel trg svetovni, je dizelski kolač bil odrezan v letih približno 2015 že prek 50%. Se pravi, evropski avtomobilistični trg osebnih avtomobilov je nekako z veliko pomočjo in subvencijo držav in proizvajalcev, ki so znali ponuditi zanimive dizelske motorje, na trgu si odrezal polovico ali nekaj več prodaje. Zdaj po Dieselgateu in z novimi uredbami v nemških mestih, ki bo sledila tudi ostala verjetno mesta, pa se seveda vidi, kako se trg odziva drugače in ni več naklonjen dizelskim avtomobilom. Pri tem seveda mi povemo vsaj dvoje. Prvič, da dizel, sodoben, čist dizel je okoljsko gledano enako zanimiv kot bencinski, kar se tiče izpustov. Oba sta seveda škodljiva, vendar ju lahko, na grobo rečemo, izenačimo. Tisti dizli, ki morajo iz mestnih jeder, so stari dizli, ki resnično pomenijo veliko grožnjo za naše zdravje in to pomeni standard Euro 5 ali starejši. Ampak bolj zanimivo se nam zdi nekaj drugega. Ko gledamo v prihodnost, moramo gledati predvsem v tem, da se bo kupec v naslednjih nekaj letih pri nakupu moral odločati z tem, ali bo kupil dizelski avto, ti bodo verjetno rezervirani za velike terence, za kombije, za pick-upe, ali bo izbral bencinski model, hibrid, plug-in ali recimo plin, ki tudi še ni rekel svoje. Se pravi, če sva čisto konkretna, če smo se do zdaj odločali pri izbiri enega modela predvsem med benzinskim in dizelskim motorjem, pri katerem smo slednjega izbrali, kadar smo na leto prevozili veliko kilometrov in to še vedno velja, se moramo danes, ko gremo v salon, informirati tudi o drugih energentih. V našem prodajnem procesu seveda kupca povprašamo, kakšne so njegove dnevne potrebne, kakšna je vožnja. In moram reči, glede na rezultate, da v več kot polovici odgovorov najdemo, da je to hibridno vozilo. Tudi slovenski kupec dela vedno manj kilometrov na leto, se pravi, sedaj smo že pod 15.000 kilometrov, da vedno redkeje menjuje vozilo, se pravi, življenjski cikel posameznega vozila se daljša, da pa je vedno bolj orientiran tudi ekološki naravnanosti, predvsem pa, da vidi prednosti, ki jih ta tehnologija ponuja za njegov ekonomsko situacijo ter tudi okoljsko zaveščenost. Moram reči, da ko smo lansirali leta 1997 hibridno tehnologijo, smo bili zelo eksot.
Leta 2018 oziroma 2017 smo končali v Sloveniji več kot 30% prodajo hibridnih vozil med vsemi našimi prodajnimi vozil, medtem ko prva 2 meseca zaključujemo že z 50% prodajo hibridnih vozil. In saj veste, da v avtomobilnosti ne bi izpostavili težave oziroma izziva, če ne bi imeli za vas tudi rešitve. In ta rešitev se bo zelo kmalu pojavila tudi na MMC-ju za Vihago avtomobilnost, kjer se lahko, dragi gledalci in gledalke, prijavite tudi vi. In 3 izmed vas, 3 srečneže, bomo izbrali, da boste 3 tedne zapored vsak teden vozili avto oziroma enak model avtomobila z različnim pogonom. Se pravi, dobili boste dizel, hibrid in pa bencinski motor. In potem, po teh 3 tednih, nam boste zaupali, kateri avto, glede na to, kakšne so vaše potrebe in navade, vam najbolj ustreza. Izmed vseh, ki se boste prijavili, bomo izbrali 3 tipične predstavnike tistih voznikov, ki so tudi v Sloveniji, se pravi predstavnikov vzorca. Izbrali bomo nekoga, ki vozi samo po mestu, dela kratke relacije, potem nekoga, ki dela sicer kratke relacije, ampak se vsake toliko tudi dnevno odpelje na malo daljšo pot oziroma naredi malo več kilometrov, in pa tretjega predstavnika, ki je bolj na relacijah, se pravi, ki dela vsak dan določeno kilometrino tudi na avtocesti. Mi pa bomo po vsakem tednu in na koncu zaključka vseh teh 3 testnih tednov skupaj napravili natančno analizo ne samo stroškov porabe goriva, ampak celotnih stroškov, ki pripadajo posameznemu avtomobilu z takim motorjem. In tako bomo skupaj z vami ugotavljali, kdo bo na koncu dobil to bitko pogonskih goriv. Zato se le prijavite na za Vihago avtomobilnost na www.rtvslo.si in se že veselimo, da se bomo z vami in seveda v družbi bencina, dizla in hibrida družili v prihodnjih tednih. Nedavno smo v Južni Afriki celo uro prebili v zastoju jutranje prometne konice in tako smo imeli čas za opazovanje prometa. Opazili smo recimo, da imajo taksiji svoj vozni pas, a južnoafriški taksiji niso limuzine, ampak kar Toyotini kombiji. Gre za v Evropi neznan model, a kar hočemo povedati je, da je Toyota na področju proizvodnje kombijev izkušena znamka, globalno gledano. Pa vendar so bili kombiji, ki jih je Toyota prodajala doslej po evropskih kriterijih, prijazno rečeno neobičajni kombiji. Prodaja v Evropi je bila temu primerna, se pa dolgo časa Toyotinim trgovcem zato ni bilo potrebno posebej vznemirjati. Vse do zdaj, ko so Evropo zajeli novi časi, v katerih so SUV-ji iz tržnega boja izločili enoprostorce. Pomanjkanje enoprostorcev je namreč večje družine spodbudilo k izbiri kombijev, ki so zato postali pravi osebni, vsakdanji uporabni udobneži in iz Toyotinih prodajnih salonov so kar naenkrat začeli odhajati prostorsko neizpolnjeni očetje in mame. Toyota je morala reagirati in prodaja že dokazuje pravilnost te reakcije, ProAce namreč močno presega Toyotina pričakovanja. A nove potrebe družin so Toyoto ujele nepripravljeno. Verjetno bi se lahko prilagodili z enim od številnih lastnih kombijev z Japonske, a namesto z bolj rizično evropeizacijo japonskih posebnežev so se potrebam raje previdno prilagodili z nakupom licence. Povezali so se strokovnjaki iz Francije, s katerimi sodelujejo že pri projektu malega Aiga in lahko rečemo, da so dobro izbrali. Res, da ima ProAce stikala, ki ne bodo všeč rednim Toyotinim strankam, a načeloma je ProAce zelo udoben, varčen, predvsem pa dokaj ugleden, torej pravo osebno vozilo, ne pa kombi iz tistih prejšnjih časov. Bi pa Toyoti priporočili, naj v prihodnosti ne čaka, da se pojavi povpraševanje. Že zdaj lahko ponudite samodejni menjalnik tudi s šibkejšimi motorji. In električno pomična drsna vrata nikakor niso VIP, ampak obvezna family ponudba. Seveda smo v času, ko se vse novice vrtijo po eni strani okrog ženevskega salona, po drugi strani pa okrog novice, o kateri so tekle prav vse debate na tem salonu, izganjanju dizlov iz nemških mest. Tekoče razpletanje pravde na MMC-ju ves čas spremljamo, mimogrede vam povemo še, da bo dizle izgnal tudi Rim, a posvetimo se zdaj še drugim temam, ki te dni prežemajo svet avtomobilizma in mobilnosti. Ena odmevnejših novic je recimo vest o igri bogatega Kitajca z globalnim velikanom Daimlerjem.
da je namreč lastnik Volva, Geelyjev predsednik Li Shufu, postal tudi največji delničar Volvove konkurence znamke Mercedes-Benz, vznemirja vso avtobranžo, še posebej pa zaposlene v švedskem Volvu. Ta je zato že napovedal nepodaljšanje pogodbe z aktualnim predsednikom Hakanom Samuelsonom. Evropski svet za prometno varnost pa je pozval k sprejetju novih standardov glede varnostne opreme avtomobilov, predvsem k tistim členom, ki določajo obvezno varnostno opremo novih avtomobilov. Nujen bi bil torej sistem samodejnega zaviranja v sili, pa tudi inteligentni omejevalnik hitrosti. Pri tem se nanašajo na podatek, da je v zadnjih 10 letih v prometnih nesrečah na cestah Evropske unije umrlo že 8000 otrok starosti do 14 let. Tu je spet Brexit. Britanci obljubljajo, da bo vlada sprejela ukrepe, ki bodo avtomobilskim tovarnam puščala enake pogoje poslovanja, kot jih imajo sedaj. Gremo k novicam z področja elektromobilnosti. Evropska komisija je Nemčiji odobrila, da ponudnikom javnega prevoza omogoči 70 milijonov državne pomoči za pokritje stroškov nastalih z gradnjo električne infrastrukture ter samo nabavo električnih in hibridnih mestnih avtobusov. Nemški proizvajalec sončnih celic Sonnen je svojim strankam, ki se odločijo za nakup električnega avtomobila, začel podarjati električne polnilnice. Amsterdam pa je začel graditi pametno električno omrežje, ki bo povezano s pametnimi električnimi avti, tistimi, ki so sposobni med mirovanjem shranjevati energijo v svojih baterijah. V Belgiji se proti gneči na cestah borijo na samosvoj način. Glede na to, da je po nekaterih izračunih vsaj polovica avtov na cestah službenih, je vlada sprejela sklep, da zaposlenim omogoči, da se odpovejo svojemu službenemu avtu v zameno za višjo plačo. Razlog, zaradi katerega več kot 500 000 Belgijcev vozi službeni avto, je, da se podjetjem davčno gledano bolj splača zaposlenemu plačati avto, kot pa nakazati višjo plačo. Toda kot so izračunali pri Fleet Europe, bo vsaj 60% uporabnikov službenih avtov višjo plačo porabilo za nakup zasebnega avtomobila. Pojdimo v Barcelono. Največji svetovni kongres mobilnih tehnologij je spet postregel številnimi avtomobilističnimi novostmi in na tem področju tempo narekujeta dve evropski znamki, Ford in rezident Barcelone Seat. Ford je tako v Barcelono pripeljal dopolnilo svojega že večkrat pohvaljenega sistema Sync 3 v obliki aplikacije Waze, torej prometno aplikacijo, ki vas med vožnjo oskrbuje s prometnimi informacijami sestavljenimi iz podatkov, ki so jih posredovali drugi uporabniki Wazea na vaši poti. Zabavo med vožnjo pa bo naredila bolj varno aplikacija, ki jo je vgradil Seat. Shazam, znana aplikacija, ki posluša nekaj sekund skladbe na radiju in pobrska po svojih spletnih bazah, da vam priskrbi informacijo o avtorju in naslovu skladbe. Voznicam in voznikom torej med vožnjo ne bo več treba držati telefonov pred zvočniki, lahko pa seveda upamo, da bo Shazam slej ko prej začel bolj učinkovito prepoznavati tudi nove slovenske skladbe. Ženevski avtosalon vsako leto zaznamuje tudi izbor za Evropski avto leta. Sebastian, kot slovenski žirant, kdo so bili tvoji favoriti in zakaj? Jaz moram priznati, da sem tokrat prvič glasoval za najmanjši in najcenejši avtomobil, ampak predvsem zato, ker je bil to prvi avto, ki se mi nekako zdel, da je po 30 letih obstoja in več v neki novi podobi, deluje sveže. Kar je pa mene prepričalo pri Ibici je pa to, da če bi jaz izbiral trenutno Ibico, bi izbral šibkejši motor, kar se v moji dolgoletni karieri še ni zgodilo, ampak se mi zdi, da litrski motor in Ibica se karakterno drugega dopolnjujeta do potankosti. Seveda pa Ibica ni zmagala, bila je na drugem mestu, zmagal pa je Volvo XC40, za katerega pa seveda lahko damo kapo dol. Na naše domače slovenske ceste pa je zapeljal mali Jaguarjev SUV E-Pace. Čeprav ima v oznaki E, ne gre za električni avtomobil, torej ni nobene povezave z ženevsko premiero E-Pacea, torej električnim Jaguarjevim SUV-jem. Kakorkoli, to je novi in kar obetaven poskus, da Jaguar svojo modelsko paleto približa kupcem, ki bi si lahko privoščili dražji avto, a bi radi ostali pri majhnih dimenzijah. In mimogrede, Slovenci so se spet odpravili v Saharo, tokrat s starimi pandami, več pa na Facebooku.
Kako pomembna je izbira pravega agregata, ko se odločamo za nakup avtomobila, tudi zdaj v teh časih, pa pove tudi podatek in kako dobro so tempirali. J2 Dynamics je točno v času avtomobilskega salona v Ženevi dal ven, da je prvič v 10 letih v Evropi prekoračena vrednost CO2 v zraku in to za 0,3 grama na kilometer. No, pa smo tam in to v desetletju, v katerem smo že mislili, da kupujemo najbolj ekološke avtomobile. Pa ni res in to je tisto, kar o avtomobilnosti ves čas govorimo. Skokovita rast športnih terencev, za katere vemo, da so že konstrukcijsko ekološko najmanj privlačni, je en del te zgodbe. Drug del je, da se očitno zmanjšuje delež dizelskih motorjev v prav tem segmentu. In ko sparimo srednje in majhne športne terence z litrsko majhnimi, a učinkovitimi bencinskimi motorji, dobimo porabe, ki so le stežka take, kot jih navajajo proizvajalci. Pa smo na začetku naše zgodbe. Dokler dihamo zrak, v katerem so primesi fosilnih goriv, dizelskih in bencinskih motorjev, v resnici pravega napredka ni. Prihodnost, kot večkrat poveva, mora biti mobilnostno drugačna. Ja, in prihodnost, vsaj kar se tiče naše oddaje, pa nas vmes spremljajte na zavihku Avtomobilnost na MMC-ju, YouTubeu, Instagramu in Facebooku, pa bo izgledala, ja, za nekatere tudi nekako takole.